Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro, drage poslušalke in dobro jutro, dragi poslušalci. Dobrodošli pri spremljanju svetovalnice, v kateri bomo danes že nekoliko pokukali na vrtove in se spraševali, kdaj in kaj začeti, kako začeti z deli. In seveda dobro jutro, dobrodošla naša gostja, gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji Amarant. Dobro jutro. Ja, končno smo dočakali nekaj zime. Ta minuli vikend še je pobeljeno, čeprav že pobira sneg, ampak zdaj bo že tudi čas, da začnemo razmišljati o tem, kako bomo sadili, kaj bomo sadili, skratka, načrtovati naše spomladansko delo. Morda, če se bo kaj osušilo v teh dneh, tudi malo pogledati na vrtove, kakšno je stanje, kako se zdaj tega lotiti in kako presekati ta, kako bi rekla, počitek, ki ga pravzaprav ni bilo, no, saj zima kot taka se nam je ponovno izneverila. Ja, v bistvu, če pogledamo, kako so naše babice sejale okrog pusta korenje v strnišče oziroma v žito, ne, da so imele potem strniščno korenje poleti. V bistvu je zdaj ravno ta pravi čas, da posejemo korenček na naše vrtove, ker to v bistvu bo najlepši korenček, sicer ne najbolj zgoden, vendar najlepši in ta ne bo nikdar v bistvu nitkast, ne bo pokal in tako naprej, ker korenovke rabijo zemeljski vdih, ne, kar je v drugi polovici leta, ampak poleti, če sejemo korenček, je problem, ker je suša, ne. Spomladi pa korenčki ženejo v liste, ne toliko v korene in koreni hitro olesenijo, ne. Zato recimo je takrat primerno setev korenčka za takojšnjo porabo, dočim za shranjevanje je pa zdaj letiš čas. Sejemo ga lahko tudi, ko je sneg, če imamo gredice pripravljene. Če pa nimamo, je pa tako, da naslednji teden bo še malo otoplitve, in če zdajle odmečemo naše gredice, kjer pač imamo namenjen za ta posevek, ne, v bistvu zemlja od spodaj še ni zmrznjena, ne, tako da lahko pripravimo tudi grebene eventuelno ali pa rahlo zrahljamo, odstranimo plevel, nato pa enostavno vržemo seme v vrstice in to je to. No, torej, začelo se bo, tako bi lahko rekli. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni v najino družbo, seveda tudi vi, telefonska številka, na katero lahko pokličete 01 512 10 00. No, v naši napovedi za tole svetovalnico pa smo nekako povedali, da bi začeli razmišljati oziroma kako se lotiti vzgoje sadik. Morda najprej v stanovanjih seveda oziroma nekje v okolju, kjer je toplo. Kako se lotiti tega? Ja, zopet bom izhajala iz predvidevanj glede vremena in kdaj bomo sploh lahko posadili naše rastline na vrtove, ne. Ker februar, jaz mislim, da bo kar precej hladen, ne, tako da takrat, razen če nimamo hladne rastlinjake, praktično ne bomo na vrtu delali nič, ne. Kar pomeni, da planiramo sadike za marec, april, ne, ker zdajle je tudi dan krajši in zaradi tega moramo imeti naše sadike na bistveno manjši temperaturi, sicer se nam bojo vse pretegnile, ne. Ker v bistvu razmerje med svetlobo in toploto je tisto, kar da rastlini to močno rast ali pa pretegnjenost, ne. Če je preveč toplo, premalo svetlobe, potem so rastline pretegnjene, so občutljive, se lomijo, jih je težko presajati, ne zdržijo nizkih temperatur in tako naprej, ne. Zdaj recimo v temlem času jaz priporočam setev predvsem recimo solat, kakšnih kapusnic, kakšne blitve, potem recimo peteršilja, ne. To sejemo vse v platojčke v notranje prostore.
zato da semena kalijo. Ker zdaj so odzunaj prenizke temperature in ne bo nič kalilo. Ne? Tudi tisti korenček, ko ga bomo direktno vrgli, bo počasi se zbujal in nam bo tam nekje konec marca šele pokukal iz zemlje. Tako da vsekakor recimo za vse te listnate rastline so optimalne temperature za kaljenje med 15 in 20 stopinj. Ampak takoj, ko pogledajo iz zemlje, jih je treba dati bolj na hladno. Vedno rečemo, da damo bolj na hladno vsaj za 5 stopinj, to se pravi, namest 15 je 10, namest 20 je 15. Ne? Tako da recimo, ko nam solatke ali pa kapusnice pokukajo iz zemlje, lahko mi damo to v nek zaščiten prostor, na nek zaprt balkon, v hladno vežo, kaj tazga recimo, ali pa hladen rastlinjak. Ne glede na to, da bojo temperature čez noč se spustile tudi na -7 recimo, ne. Ni problem, ker tudi te mlade rastlince čisto dobro prenesejo nizke temperature, edino zalite ne smejo biti preveč. Ne bojo raje malo bolj suhe kot malo bolj mokre. Ne? In v bistvu, glede na intenzivnost svetlobe, bojo pač rastline temu primerno rasle, ker če bojo imele dovolj svetlobe, bojo tiste že minimalne temperature zadoščale, da bojo lepo začele razvijati prave liste. In v marcu bomo potem imeli krasne sadike, ki jih bomo lahko presadili ven, ne glede na to, da bojo še vedno takrat noči z minusom in tako naprej, bomo te zimske solate, recimo pa peteršilji, blitve in te zadeve prenesejo mejne temperature in bojo z lahkoto rasle naprej. Ta svetloba je potrebno, da je ta svetloba neposredna, se pravi, da dajemo lončke, postavimo na okenske police ali lahko tudi kaj odmaknjeno? Ja, tako je, ne, na okenski polici je največ svetlobe, ne, kar umaknemo za pol metra v notranjost, recimo, da je samo svetloba od strani, se svetloba, samo v bistvu 1/3 jo še pride do tistih rastlin, kar pomeni, da že na okenski polici je malo svetlobe glede na temperaturo, ki jo imamo trenutno v stanovanjih, ne. Dočim, kakor imamo pa bolj umaknjeno noter, pa absolutno je tako, da namesto sadik dobimo špagete, ne. Ja, kako pa je s pripravo te zemlje oziroma substrata? Lahko uporabimo kakšno staro zemljo? Tako je, ne. Tiste rastlince, ki jih bomo mi vzgajali noter v notranjih prostorih, imajo izredno malo zemlje oziroma substrata, ne, kar pomeni, da imajo tudi izredno malo hranil. Ne. In če mi vzamemo neko staro porabljeno zemljo, ne, je tisto prazno, ne, tako kot bi gobo naredili in iz tistega pol ne more nič rasti, ne. Zato je super, če imamo kakšne dobre komposte, recimo domače, ne, dobro predelane, ali pa že vrtna zemlja je recimo preprazna, ne, je treba preveliko količino, da dobi rastlina toliko hranil, da se lahko razvije, ne. Najboljši so pa substrati, ki so namenjeni za vzgojo sadik. Zdaj zelenjavo absolutno moramo dati v substrate, ki so primerni za zelenjavo, ker tisti substrati, ki so deklarirani pač za lončnice, so lahko iz nekih odpadnih deponij, kjer so lahko prisotne tudi škodljive snovi, ne. Tako da jaz pač priporočam, da se posega po ekoloških substratih, ki so dejansko certificirani tudi v smislu neoporečnosti. In kako je z navlažitvijo tega substrata, te zemlje? Ja, tako je, recimo, ko mi sejemo, zdaj lahko sejemo direktno v te platojčke z luknjicami, to se pravi, da damo po eno seme v vsako luknjico in vzgojimo vsako sadiko posebej, ne. Lahko sejemo počez, tako kot recimo sejemo na vrt, ne. S tem, da jaz vedno svetujem, da če sejemo počez, vzamemo recimo banco od sladoleda, ne. Vzamemo 2 banci od sladoleda, eno banco naluknjamo, ta drugo banco imamo za podstavek, ne. In v to naluknjeno banco damo 2/3 substrata, nato ga navlažimo, posejemo v vrste, tako da je vsaj za en debel prst vmes med vsako vrsto, tako da recimo v eno banco pridejo 3 vrstice, ne. Zakaj?
mi vedno sejemo pregosto, ne? In ko sejemo v vrsto, se lahko rastlince umikajo v tisti prazen prostor, ko začnejo kaliti. Če mi sejemo počez, da posejemo celo to banco, ne, bodo rastlince tako goste, da takrat, ko bojo kalile, bojo ena drugi konkurenca in bojo vse propadle. Ne? Tako da tukaj pač potem, recimo, če vidimo, da je pregosto, tiste rastlince, ki so v praznem prostoru, bojo hitreje rasle, ker bojo imele več hrane, več prostora. Jih enostavno s palčko zrahljamo in pocukamo ven, razsadimo, ostale rastlince pač naprej rasejo in tako dobimo pol postopno sadike, recimo za sajenje ven za naprosto. Torej si je treba kar vzeti čas, spremljati rastline in pravočasno presajati in tako, rekli sva solate, peteršilj. Kapusnice predvsem, recimo letošnjo leto predvidevamo, da bo druga polovica aprila in maj zelo moker, tudi junij bo še moker. Zaradi tega računamo, da bo te zgodne kapusnice lahko že v pomladanskem času lepo naredila, to se pravi zgodne zelje, kolerabice, tudi cvetača brokoli, če bo sejana zdajle recimo, ne, v marcu posejena na stalno mesto, bomo imeli pridelek še pred poletjem. A sodi v ta sklop tudi podzemna koleraba, rumena koleraba ali ne? Vse korenovke se sadijo v drugi polovici leta. Tako da ta podzemna koleraba, če jo sejemo spomladi, ne, bo v glavnem naredila liste, ne bo naredila teh korenov, ki jih želimo imeti mi za juho. 01 512 10 00, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, če imate kakšno vprašanje, če imate še kakšno morda zanimivo informacijo ali pa izkušnjo, kako sami vzgajate sadike na svojih domovih. Ja, rekli ste, ko so te sadike, ko pokukajo, da je to tudi možnost postaviti te platoje v hladne rastlinjake. To sicer, ne vem, je kar potrebna odločitev. Ponavadi nas je strah, da kaj pomrzne, se pravi, je potrebno spremeniti nekaj tudi v svojih glavah in tega strahu otresti. Ja, v bistvu tako je, ne. Lahko naredimo poskus, lahko naredimo setev v 2 platojčka, ne. En platojček pustimo nekje na toplem, tako kot mi mislimo, da bi bilo super, ne, za naše rastline, en platojček pa postavimo ven v rastlinjak, ne, in vidimo razliko, ne, kako se rastline obnašajo, s tem, da je nekaj. Zdajle recimo se nočne temperature spustijo tudi pod -10, ne. V takem primeru jaz ponavadi v rastlinjaku te sadike pokrijem z vrteksom. Zato, da naredim še eno plast zraka vmes, da v bistvu ta hladen zrak ne osmodi rastlin. Še enkrat ponavljam, predvsem je pomembno, da rastline niso zalite. Raje imamo malo bolj suhe rastline, tudi če malo venejo solatke, ni nič hudega, ne. Ko bo toplo, ko bo sonček, se zaliva v jutranjem času. To se pravi, ko se temperature tam nekje okrog 10, 11 dvignejo nad nič, ko je sončen dan, takrat mi naše rastline zalijemo, da se do popoldneva že vsa tista odvečna vlaga shlapi, ker vlaga je tista, ki pravzaprav ta mraz potencira in dela poškodbe na naših rastlinah. Ne, predvsem na koreninah, in če so korenine poškodovane, pol tudi nadzemni del začne propadati. Ker pomrzne zemlja. Tako. V bistvu je tako, da lahko zemlja pomrzne, ne, ampak če ni napita z vodo, ne, ni problem zaradi tega, ker imajo korenine še vedno zrak, ne. Če je pa zemlja napita z vodo, pa korenine ne dobijo zraka in se praktično zadušijo. Ne, da bi se utopile, zadušijo se. Ne. Ja, kdaj pa lahko kaj posejemo kar direktno v rastlinjak? Ja, recimo zdajle lahko sejemo že kakšen korenček, kakšne zimske solate, lahko sejemo direktno v rastlinjak, recimo, ne. Tudi blitvo, peteršilj in tako naprej, ker konec koncev zdajle čez dan se še vseeno temperature dvignejo, recimo pod steklom ali pa pod folijo na 10 in več stopinj, tako da v tem času te rastline lepo počasi kalijo, ne. Pa naj bo rastlinjak zaprt, verjetno, ja, ne zračimo, ja, glejte, tudi če je sonce ne
prezračimo čez dan. Zdaj tako, ne, pač zračimo toliko, kolikor gremo noter pogledat, ne, drugače pa zdaj recimo ni problem, raj to temperaturo, ki se čez dan ustvar v rastlinjaku, obdržimo in kumuliramo za čez noč, ne, tako da se pač čim kasneje rastlinjak ohladi, ne. Drugače pa predvsem je pomembno, da ne zalivamo preveč. Tudi tu je pomembno, ne, da ne zalivamo preveč. Celo zdaj recimo, ko je sneg, ne, je idealno, ker če mi namesto, da bi zalivali z vodo, pokrijemo naše posevke s snegom, ne, se bo sneg topil takrat, ko bo dosti toplo in bo zalil rastline ravno takrat, ko pravzaprav one začnejo delati, ne. In takrat, ko zmrzne, je sneg tista zaščita, ki skrbi, da rastline ne bodo pozeble. 0:1 512 10 0:0, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da pokličete, kaj vprašate, poveste kakšno svoje mnenje. Morda bi ob teh setvah in o tem, kar nam zdaj pripovedujete, povedali še, kako razdelimo te skupine rastlin, glede na pogoje, ki jih potrebujejo. Se pravi kapusnice, potem plodovke, ki bodo kasneje morda. Ja, tako je, ne. Zdaj eno je recimo, ko mi delimo rastline po družinah, zaradi tega, da naredimo dober kolobar, ne, da nimamo takih problemov s škodljivci, lahko delimo rastline po skupinah glede na oblikovanje plodu, ne, zato da recimo, če delamo v skladu z ritmi, ne, da pač recimo listnate rastline sadimo na list, pobiramo na list, ne, plodovke delamo na plod ali na cvet eventualno, če nam plodu zmanjka, ne. In imamo razdelitev na tiste rastline, ki prenesejo mraz in tiste rastline, ki ne prenesejo mraz, ne. Bova dali zdaj besedo naši prvi poslušalki. Dobro jutro, z nama je poslušalka Katarina. Ja, izvolite. Veste, kaj mene zanima? Korenček bi se naj lahko zdaj že sejal ven. Ali se lahko konec oktobra, na primer, pozno jeseni, ali je to prezgodaj? Glejte, zdaj je tako, ne, glede na to, da so zdajle zadnja leta jeseni zelo tople, ne, v bistvu poskušamo tudi s setvami v jesensko-zimskem času, ne, recimo predvsem v hladne rastlinjake se ponavadi seje oktobra ali pa decembra, januarja korenček, ne. V tem primeru je potem zelo zgoden pridelek, zaradi tega, ker pač se rastlinjak hitreje ogreje in te rastline lahko pač preko zime lepo naredijo, ne. Vendar tako korenje ni primerno potem za vzgojo čez celo leto, ne, zaradi tega, ker vseeno pride v zimskem času to temperaturno nihanje, ki se pol spomladi stopnjuje v zelo vroče, ne, recimo predvsem v rastlinjaku, ne, in v bistvu rastline mislijo, da so že eno leto v zemlji, ne, in začnejo poganjati v cvet. Ravno tako recimo letošnjo leto, ker predvidevamo, da bo marec pa prva polovica aprila bistveno bolj topla kot druga polovica aprila in maj, se zna zgoditi, da te prvi posevki blitve, peteršila, zelene, da znajo v juniju mesecu uiti v cvet, ko se bodo temperature spet začele dvigati. Ker enostavno mislijo, da so doživele že eno leto in da morajo pravzaprav začeti že v drugem letu že tvoriti cvetna stebla, ne. Tako da letošnjo leto absolutno priporočam zdajle hitro setev za tisto zgodno uporabo, ker bojo rastline počasi rasle, ker ni toliko toplote, da bi lahko v bistvu zelo dobro delale, ne. Po drugi strani pa potem v aprilu mesecu še enkrat setev za tisto poletno jesensko pridelavo, ker nam bo marsikatera rastlina ušla v cvet. Hvala lepa. Prosim. Nasvidenje, hvala tudi vam za vprašanje in lep dan. Kako pa se vrstijo potem posevki v lončke?
torej začnemo, smo rekli, s solatami, kapusnicami, kako se potem to zvrsti naprej? Ja, v bistvu zdajle v januarju, poleg teh listnatih rastlin, ker računamo, da bojo marca šle na prosto že ali pa v hladne rastlinjake, ne, sejemo še absolutno ta zgodne pore, to se pravi te poletne pore ali pa jesenske pore, in pa čebulo, če jo želimo vzgajati preko sadik. Ne? In pridelk dobiti v bistvu že v prvem letu. Ker če mi sejemo seme čebule v januarju v platoje, lahko v bistvu v marcu, aprilu sadike, ki so že velike 15 cm, presadimo na stalno mesto in bomo v avgustu imeli že pridelek čebule. Ne? Če pa mi sejemo marca meseca ali pa aprila celo recimo seme čebule na prosto, ne? Takrat pa bomo v juliju dobili čebulček, ne? In ki ga bomo morali spomladi potem še enkrat posaditi za pridelavo čebule. Ne? Skratka, kaj pa potem naprej? Plodovke so verjetno zadnje, ki bomo posejali? Plodovke je pa tako, ne? Letošnjo leto, nekje sredi maja bo prišla šele toplota v tla, zato ne hitimo s plodovkami, razen če imamo pokrite prostore, to se pravi, da imamo hladne rastlinjake ali pa želimo gojiti v loncih. V tem primeru v bistvu zdajle v januarju začnemo sejati paprike in čilije, kakšno egzotiko, kot so lubenice recimo, ne, ali pa kaj takega. Recimo sicer te zadeve začnemo sejati v februarju, v drugi polovici februarja, recimo za letošnjo sezono, za normalno tisto sajenje po 15. maju. Ne. Dočim s paradižniki, recimo štartamo za vzgojo v rastlinjakih šele sredi februarja, oziroma v marcu sejemo šele tisto, kar bomo sadili potem na prosto. Ne? Ker če mi prezgodaj paradižnike posadimo, nam pol preraščajo, v bistvu jih moramo kar naprej presajati v večje in večje posode, ne? In dejansko nam do tistega sajenja na prosto, ne, že v bistvu prerastejo in niso več toliko odporni kot tiste mlade rastline, ne, in glede na to, da bo letošnjo leto maj moker in še junij, ne, se zna zgoditi, da bojo te rastline zelo hitro zbolele. Ne, sploh, ker bo pol tudi zemlja bolj hladna, ne, in bo ta prehod iz notranjih prostorov ven kar naporen za njih, ne, tako da je boljš malo kasnejša setev, ne, tako da bojo rastline bolj v bistvu vitalne, pa v bistvu boljše takrat malo bolj na toplem gojiti, pa v boljši zemlji, da bojo hitro zrasle, kakor da zdajle začnemo mrcvariti, pa jih prestavljati sem pa tja, ne. Ja, vse tole, o čemer zdaj govoriva, zahteva tudi nekaj načrtovanja, pač če doslej nismo še nič načrtovali, si verjetno moramo zdaj narediti kakšen sadilni načrt tudi za v vrtove in si pripraviti semena, se odpraviti po nakupih, da ne bomo potem prepozni. Verjetno je zdaj ta pravi čas tudi za to. Morda ob tem, lansko leto sva predstavljali projekt slovenskih sort, česen in šalotka, se pravi česen ptujski pomladanski in pa šalotka pohorka, kako pa je s tem projektom, kako se razvija, kako je s tem semenskim materialom? Ja, tako je. Zdaj financiranje tega projekta je sicer zaključeno, vendar mi delamo na teh zadevah naprej. Tako da letošnjo leto je kar nekaj viška iz te selekcijske pridelave, to se pravi te vzdrževalne selekcije, ko hranjamo sorte, ne, na Kmetijskem inštitutu na Ptuju zrasli in smo ravno prejšnji teden smo poslali po kmetijskih zadrugah ponudbo z pač omejeno količino tega sadilnega materiala, tako da kdor si želi zagotoviti te sorte, ptujski pomladanski česen in pa šalotko pohorko, jo bo nekaj na razpolago, vendar vam svetujem, da enostavno greste do prve kmetijske zadruge, povprašate in oni rezervirajo semenski material, da boste lahko vi do tega prišli, ker
Se pravi, količina je omejena, ker je to pač ostanek oziroma višek od selekcije, ker v bistvu trenutno še ni toliko semenskega materiala, da bi lahko zagnali tisto normalno semensko pridelavo, da bi lahko praktično pokrili potrebe po celi Sloveniji. Zdaj pa lepo pozdravljam poslušalko Anico iz Kopra. Dober dan. Ja, dober dan. Jaz bi imela za gospo Fančino vprašanje, krompir, ki ga bomo v februarju sadili. S katero rastlino bi ga pošpricali, da ne bi gnil oziroma proti gnitju, v glavnem? Je to arman ali je to kamilica? Kaj bi bilo najboljše? Oziroma, če je sploh priporočljivo, da ga predno ga damo v zemljo, tudi pošpricamo z eno od teh rastlin. S čajem, no. Aha, okej. Glejte, no, lahko povem, da tudi v bistvu letošnjo leto smo dali tudi v te kmetijske zadruge tudi ponudbo za ekološkega krompirja Kis Kokra, ki ga je Kmetijski inštitut pridelal. To je v bistvu edina slovenska sorta ekološkega krompirja, ki je na razpolago v semenskem materialu, ne. Tako je, kar se tiče nege krompirja pred sajenjem, ne. Recimo ga lahko poškropimo oziroma ga lahko namočimo, če ga damo nakaliti za pač toliko, da ga ovlažimo v armanovem čaju. Arman spodbuja potem rast teh brstov, ne, vendar je tako, da to lahko namočimo maksimalno za 15 minut, potem pa zložimo te gomolje enega zraven druge na platojčke, da se osušijo, ne. S tem samo spodbudimo, da pravzaprav rastlina hitreje začne odganjati, ne. Isto lahko naredimo, če ga sadimo direktno na prosto, glede na to, da ste s Primorja, predvidevam, da boste šli kar direktno ven na gredice, ne. Ja. To pomeni, da pač tisti dan zjutraj preden ga posadite, ga enostavno namočite, potem pa greste, pustite, da se odsedi, potem pa greste saditi, ne. Zdaj, recimo te površine, ki jih boste posadili, lahko čez en teden še enkrat poškropite z armanom, nato pa, ko ima 5 pravih listov, škropite z koprivo. To je najboljša popotnica, ki jo lahko dobi krompir zdajle v tej prvi fazi rasti. Aha, še eno vprašanje. Imam pač svoj krompir Belarosa in je že pognal, tako ima že kar velike klice, velike, tam 3 cm, 2-3 cm. Ampak sem ga dala na stran tisti krompir, ki je velik, lep, ne te male krompirčke, velik krompir. Zdaj, ne bi rada teh klic, ker če klice stran daš, potem krompir zgubi na energiji, ne. Kaj pustim tako, pa potem samo z tem armanovim čajem ga prav potopim v vodo ali ga lahko samo pošpricam špricalco. Glejte, zdaj, če ste ga že dali nakalit, ne, to se pravi, je bil na svetlem in so te klice zelene. Ali so bele? Ne, imeli smo ga v hladilnici. Glejte, potem vam pa svetujem, da ga date najprej narazen, na platoje, poskusite v bistvu čim bolj obrniti, da bo te klice imele prostor, ne. Ga postavite na svetlo in ga poškropite s tem armanom in pustite, da se vam posuši. Takrat, ko ga bom sadila. Ne. Vi kar zdaj ga dejte na svetlo, ker je tako, klice morajo zeleneti. Zelene klice so tiste, ki so pomembne, da bojo potem lepo rasle, ker če boste bele klice dali v tla, bojo začele propadati. Če bojo pa zelene, bojo začele pa naprej delati. Ja. To najboljše, da ga dam ven na prosto, ker itak pri nas ni temperature v redu in ga tudi pošpricam z armanom že zdaj. Glejte, v dopoldanskem času enostavno skuhite armanov čaj, ga poškropite tako, da se do popoldneva že osuši. Ne? A razumete? In bo to ena popotnica, da bojo te klice hitro ozelenele in ko ozelenijo, greste lahko vi v zemljo z njimi. Zemlja. Itak ga pa sadimo v stari luni oziroma v upadajoči luni, da je
Ne? Ja, to je najboljše. Pobirali danes, Tako, ja, tako. v redu. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala Prosim. tudi vam, ja, nasvidenje in lep dan. No, očitno je poslušalka poznavalka teh ritmov, ki jih tudi vi obvladate. Prej ste omenili, da se obeta moker april, maj. Kaj pa potem s saditvijo krompirja? Se splača pohiteti? Ali bo gnil potem, če bo mokro? To mislim, da je vsako leto vprašanje in dilema, ali saditi čim prej, kar že v marcu. Glejte, zdaj je tako, ne. Krompir ne prenese temperatur pod nič. Kar pomeni, da če pokuka zemlje in so napovedi še zaslano, ga je treba pokriti. Ne, jaz vedno priporočam, da raje kot sajenje marca v hladno zemljo, ga date v platoje in ga v bistvu date na svetlo, da se nakali. Zdaj, recimo zdaj, ki je še tako hladno, ne, ga pač ne damo ven, tako kot ga delajo Primorci, ker imajo bistveno višje temperature, ne, ampak ga damo najprej nekje k peči, da se zbudi. In ko vidimo, da začne odganjati tiste brstke, ne, takrat ga takoj pol prestavimo na svetlo, pa tam nekje na 80 stopinj, da lepo normalno dobi tiste kratke, čokate kaline, to se pravi, da so tam 1 centimeter velike in imajo že mini listke, recimo 3, 4, 5 listov, to je idealno potem za sajenje, ne. Če pa je krompir, kot je gospa rekla, da ima kali že par centimetrov velike, recimo pri nas namreč zdajle še ni pogojev, da bi ta krompir lahko ven sadili, ne. V tem primeru mi te kali odstranimo in damo pač jasno na novo kalit, tako kot sem rekla, najprej na toplo, da še iz pečjih brstov požene in potem damo na svetlo, zato, da bojo te brsti kratki in čokati. Ker te pretegnjeni 10-20 centimetrov dolgi brsti ne bodo nikdar lepo zeleneli. Tako, in s tem bova zaključili današnjo svetovalnico. Gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji Amarant. Hvala za vse nasvete, za vse povedano. Skratka, drage poslušalke, dragi poslušalci, začelo se je, veliko veselja na vaših vrtovih in seveda uspeha vam želimo in nasvidenje do prihodnjič. Hvala tudi vam, nasvidenje. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.